Predsednik Republike Slovenije je na posebni slovesnosti v predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Slovenski gorniški klub Skala, Zveza gorniških klubov, Zveza geografov Slovenije, Franc Testen, Mihael Naglič in dr. Zvonka Zupanič Slavec. Spoštovane gospe in gospodje, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemni prispevek poznavanju in spoštovanju slovenskih gora prejme ob stoletnici delovanja Slovenski gorniški klub Skala, Zveza gorniških klubov, red za zasluge. V imenu prejemnika bo odlikovanje prevzel njegov predsednik Anton Žunter. Slovenski gorniški klub Skala, Zveza gorniških klubov, je trdna planinsko-športna in kulturno-vzgojna organizacija. V Skali so se združevali in se še vedno združujejo ljudje različnih družbenih slojev, poklicev, starosti ter političnih, verskih in svetovnih nazorov. Delovanje skalašev na Slovenskem se je začelo z ustanovitvijo turistovskega kluba Skala 2. februarja 1921 v Ljubljani. Čas ustanovitve Skale je bil poseben čas. Končala se je Prva svetovna vojna, ki je spremenila meje med nekdanjimi imperiji in oblikovala nove države. Slovensko planinsko društvo je dobilo v oskrbo propadajoče planinske koče in zapuščene poti. Prva odgovornost planincev je bila zato obnova. Hkrati pa so tedaj povsod v alpskem svetu, še zlasti mladi, želeli še drugačno doživljanje gora, stran od uhojenih poti, čez divjo skalo in v vsakem letnem času. Iz teh hotenj je nastala Skala. V 2 desetletjih do nove vojne so skalaši preplezali številne prvenstvene smeri pri nas, pa tudi drugje v Alpah. Izdajali so knjige, pisali prispevke v planinske in druge revije ter posneli v kraljestvu Zlatoroga prvi slovenski celovečerni film. Vzgajali so mlade v alpinizmu, jih učili smučanja, fotografije ter odnosa do narave in domovine in tako nadaljevali dela Kugija, Tume in drugih. Skalo smo Slovenci enakopravno se pridružili naprednemu evropskemu delovanju v gorah, začetna nesoglasja med njo in Slovenskim planinskim društvom
pa so bila sčasoma presežena. V ta čas pa je zarezala nova vojna. Ob italijanski zasedbi Ljubljane naj bi se Skala pridružila italijanskemu alpinističnemu klubu. Skalaši so na to zahtevo odgovorili tako, da so raje vsi izstopili iz kluba in ga razpustili. Do nastanka samostojne Slovenije so delovali kot posamezniki, brez formalne organizacije. Leta 1995 pa je Gorniški klub začel znova delovati in se leta 1997 z več drugimi novonastalimi klubi po Sloveniji povezal v slovenski Gorniški klub Skala, Zvezo gorniških klubov. Slovensko gorniško izročilo in domoljubna zavest sta se v vrednotah in tradicije Skale ohranila do danes in tako skalaška miselnost še vedno živi in osvežuje delovanje slovenskega človeka v gorah. Za izjemno delo in prispevek k spoštovanju in poznavanju gora se Republika Slovenija Gorniškemu klubu Skala, Zvezi gorniških klubov, zahvaljuje z redom za zasluge. Spoštovani gospod predsednik, v imenu slovenskih gornikov in gornic se vam najlepše zahvaljujem za državno odlikovanje, ki ga razumemo ne le kot priznanje slovenskim gornikom sedanje generacije, ampak tudi in predvsem kot priznanje predvojnim skalašem, katerih vrednote želimo nadaljevati in gojiti. Imena, kot so dr. Henrik Tuma, dr. Klement Juk, dr. Miha Potočnik, Joža Čop, nam pričajo, da so bili predvojni skalaši cvet naroda, elita, ne le v alpinističnem smislu, ampak tudi kot pionirji tekmovalnega smučanja, kot začetniki gorniške literature, gorniškega filma. Posneli so prvi slovenski celovečerni igrani film v kraljestvu Zlatoroga. Bili so tudi veliki domoljubi, kar so izpričali, kot že rečeno, leta 1941 ob italijanski zasedbi Ljubljane, ko so okupatorji od njih zahtevali priključitev k klubu Alpino Italiano, pa so se raje samo razpustili. Skratka, gospod predsednik, zahvaljujem se vam tudi v njihovem imenu. Na koncu pa vas bi rad, spoštovani gospod predsednik, po končanih 2 zelo uspešnih predsedniških mandatih povabil, da se nam pridružite, da pristopite k enemu od naših skalaških klubov in se z nami veselite in uživate na gorniških poteh, ki mnogokrat vodijo v neznano, navzven in navznoter in nikjer jim ni konca. Prisrčno vabljeni. Hvala, gospod Žuntar. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za raziskovalno in izobraževalno delo ter prispevek slovenski narodni zavesti prejme ob stoletnici društvenega povezovanja slovenskih geografov Zveza geografov Slovenije, red za zasluge,
V imenu prejemnika bo odlikovanje prevzel njen predsednik, dr. Aleš Smrekar. Krovna stanovska organizacija slovenskih geografov, Zveza geografov Slovenije, letos praznuje 100-letnico obstoja in je eno najstarejših strokovnih društev v Sloveniji. Ustanovljena je bila marca 1922 po ustanovitvi Slovenske univerze v Ljubljani leta 1919, ki pomeni tudi začetek študija geografije. Geografsko društvo je delovalo do začetka druge svetovne vojne, ko se je njegovo delo za nekaj časa prekinilo. Vodilna oseba slovenske geografije, tako na univerzi, kakor tudi v društvu, je bil v tistih prelomnih časih Anton Melik, najvidnejši slovenski geograf in prvi slovenski univerzitetni učitelj geografije. Osrednja dejavnost društva sta bila izdajanje geografskega vestnika, ki izhaja še danes, ter skrb za razvoj geografije in doseganje njene prepoznavnosti doma in na tujem. Geografskemu vestniku se je leta 1954 pridružil Geografski obzornik. Raziskovanje Slovenije in odkrivanje njenih raznolikih pokrajin pa sta drugo področje delovanja Zveze geografov Slovenije. Zveza z organizacijo geografskih zborovanj v različnih krajih po Sloveniji omogoča in spodbuja odkrivanje in raziskovanje manj znanih, celo skritih predelov naše raznovrstne dežele, ter jo tako odkriva in razkriva ne le svojim članom, ampak vsem ljudem. Po osamosvojitvi se je slovenska društvena geografija začela intenzivneje vključevati v mednarodne geografske ustanove. Danes je Zveza geografov Slovenije polnopravna članica Mednarodne geografske zveze in članica International Geographical Union, formalno pa je povezana tudi z evropskima zvezama Eurogeo in EUGEO. Država Slovenija se Zvezi geografov Slovenije ob njeni 100-letnici z državnim odlikovanjem zahvaljuje za državotvorno in družbeno odgovorno izobraževalno in raziskovalno delo. Spoštovani gospod predsednik, najlepša hvala vam za prejeto odlikovanje v imenu Zveze geografov Slovenije in v svojem imenu. In pa seveda v imenu 17 svojih predhodnikov, ki so vodili Zvezo geografov Slovenije in njene formalne predhodnike v zadnjem stoletju. Poleg teh Od teh 17 predsednikov so 3 dosegli naziv tudi častnega predsednika in mislim, da jih je vredno danes po imenu izpostaviti. In sicer so to danes že omenjeni akademik Anton Melik, ki je bil pravzaprav postavil temelje sodobne slovenske geografije, potem akademik Svetozar Ilešič, ki je popeljal slovensko geografijo v širši evropski in svetovni prostor, ter profesor dr. Jurij Kunaver, ki sedi tukaj med nami in mu izrekam pozdrav z tega mesta, ki je postavil temelje sodobne slovenske pedagogike v geografiji. Seveda ne bi bilo zveze in njenih danes 6 društev, ki se združujejo v Zvezo geografov Slovenije, če ne bi bilo številnih odbornikov v zadnjem stoletju. Prav ti
odborniki pravzaprav predstavljajo temelj društvenega dela z vso svojo zagnanostjo in sicer na poti k predvsem neformalnemu izobraževanju, druženju in pa seveda tudi popularizaciji slovenske geografije v širšem družbenem prostoru. Zveza geografov Slovenije je pravzaprav tesna vez med geografi na eni strani vključenimi v društveno dejavnost in na drugi strani med geografi recimo več kot 800 učitelji v osnovnih in srednjih šolah, ki polagajo temelje geografskega znanja vsakomur izmed nas. Potem visokošolskih učitelji na 3 slovenskih univerzah, ljubljanski, mariborski in koprski. Da ne pozabimo tudi na raziskovalni inštitut v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, ter seveda številne državne uslužbence po najrazličnejših službah, ki krepijo tudi geografsko zavest in hkrati s povezovanjem z Zvezo geografov Slovenije in njihovimi društvi pletejo nadaljnje vezi. Poleg tega tudi številni nevladniki, gospodarstveniki in tako naprej. Za konec bi se zahvalil še predlagateljem, 4 osrednjim geografskim ustanovam, ki so prepoznale Zvezo geografov Slovenije kot primer društva, ki si zasluži takšno priznanje. Seveda pa še enkrat gospodu predsedniku najlepša hvala prav tako za prepoznavo naših rezultatov dela. Hvala, dr. Smrekar. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za prispevek k ugledu slovenskega sodstva prejme Franc Testen, red za zasluge. Franc Testen se je rodil leta 1948 v Ljubljani in po opravljeni diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1971 začel kot pravnik delati v gospodarstvu. Leta 1979 je bil izvoljen za sodnika in je nato ostal v pravosodju kot sodnik Temeljnega sodišča do leta 1984. Nadaljeval je na področjih gospodarstva in bančništva, pretežno je delal v pravnih poslih s tujino, bil član Mednarodnega arbitražnega sodišča pri Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu in deloval kot arbiter pri Gospodarski zbornici Slovenije. Leta 1992 je bil Franc Testen izvoljen za sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, leta 1993 pa je prevzel funkcijo ustavnega sodnika na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, katerega predsednik je postal leta 1998. Po izteku mandata na Ustavnem sodišču je bil v letih 2004 do 2010 ponovno predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Franc Testen se je pri svojem delu odlikoval s širokim pravnim znanjem in objektivnim pristopom k reševanju pravnih vprašanj, za kar je med tujimi kolegi užival sloves briljantnega pravnega strokovnjaka s poglobljenim teoretičnim znanjem.
Pri svojem delu je od kolegov zahteval, da svoje trditve vedno prepričljivo argumentirajo in sodbe temeljito pripravijo. Ves čas se je zavzemal za udejanjanje najvišjih idealov pravne stroke in dosledno delovanje pravosodja, ki je po njegovem pogoj za nemoteno delovanje države. V ohranjanje in vzpostavljanje ugleda pravosodja je vložil veliko truda, hkrati pa se je zavzemal za dostojno nagrajevanje sodnikov. Franc Testen se je kot sodnik in predsednik obeh najvišjih sodnih organov v državi odlikoval z izjemnim znanjem, pa tudi posebnim dostojanstvom pri opravljanju sodniškega poklica in z uveljavljanjem kulturnega odnosa pri delu. S požrtvovalnostjo in brezkompromisno strokovnostjo je funkcijam, ki jih je opravljal, zagotavljal družbeni ugled. Franc Testen si je velik del svoje življenjske poti prizadeval za večjo ozaveščenost glede pomena spoštovanja zakonitosti in ustavnosti, za ugled odvetniškega poklica v dobro družbe in predvsem ljudi pri uveljavljanju njihovih pravic. Z redom za zasluge Republika Slovenija Francu Testenu, ki je svojo strokovnostjo ter pravno in osebno kulturo pomembno prispeval k ugledu slovenskega sodstva, izkazuje spoštovanje in priznanje. Spoštovani gospod predsednik, ko sem leta 1971 diplomiral na pravni fakulteti, je bila pred menoj skromna kariera. Sprijaznil sem se s tem, da bom hitro trčil ob stekleni strop, na katerem je pisalo moralno-politične kvalitete. Teh pa nisem imel in jih tudi nisem želel imeti. Tako so me, ne le z besedami, ampak z zgledom vzgojili starši. S tako omejenimi kariernimi načrti in možnostmi se je ves čas 20 let brez ugovorov strinjala in mi pri tem stala v strani tudi moja družina. Da sem v letu 1992 lahko zasedel mesto vrhovnega in potem ustavnega sodnika, mi svojih vrednot, prepričanja in načina razmišljanja ni bilo treba spremeniti. Z nikomer mi ni bilo treba sklepati zavezništev, kompromisov, nikomur ne prej, ne poslej nisem bil ničesar dolžan. Aura etas, zlati, nedolžni, politično naivni časi ob začetku samostojne države. Danes tak, kot sem bil in kakršen sem ostal, ne bi imel nobene možnosti, da bi postal ustavni sodnik. To ne nazadnje kaže primer, ko je politika pred nedavnim sramotno zavrnila vaš predlog za imenovanje vrhunskega kandidata za ustavnega sodnika. Očitno zato, ker še vedno oziroma spet nima moralno-političnih kvalitet. Red za zasluge. Kot sodnik se nisem nikoli oziral na to, ali bom komu všeč ali ne, kaj šele, da bi pričakoval pohvale in priznanja. Danes je bil govor o zaslugah za ugled sodstva. Nisem si nikoli pripisoval takšnih zaslug. Še več, pogosto se sprašujem, ali sem ob napadih na sodstvo, pa tudi ob nekaterih napakah sodstva, storil dovolj, da bi zavaroval njegov ugled. Ravno zato, pa če se sliši še tako čudno, ravno zato, ker mislim, da si vašega priznanja nisem zaslužil, oziroma točneje, da si ga nisem prislužil, ga sprejemam z veseljem, hvaležnostjo in
lahkega srca. To, da ste kot predsednik države opazili moje delo, ki sem ga opravil kot sodnik in predsednik dveh vrhov veje sodne oblasti, me je presenetilo. Prejeto odlikovanje zato štejem kot pomembno priznanje slovenskemu sodstvu, sodnikom, ki strokovno, nepristransko, potrpežljivo, za skromno plačilo častno opravljajo zahtevno sodniško funkcijo. Hvala lepa za odlikovanje. Hvala lepa. Hvala, gospod Testen. Glasbeni program so za današnjo slovesnost pripravili glasbeniki policijskega orkestra. Prisluhnili bomo skladbi Na mostu. Izvolite, prosim. Hvala glasbenikom policijskega orkestra. Na oder vljudno vabim predsednika Republike Slovenije. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za dolgoletno raziskovanje krajevne zgodovine in narodno pomembno vrednotenje lokalne kulturne dediščine prejme Mihael Naglič, medaljo za zasluge. Mihael Naglič
kulturni delavec, profesor filozofije in sociologije, publicist, novinar in urednik, je svoje življenjsko poslanstvo in poklicno pot namenil domačemu kraju Žirem, kjer se je rodil leta 1952. Po diplomi na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je vrnil v Žiri, nato pa je odšel na 2-letno študijsko izpopolnjevanje na področju sociologije v Pariz, odkoder se je leta 1985 ponovno vrnil v domači kraj. To je redkost. Običajno slovenski intelektualci najdejo delo in zaposlitev v katerem od večjih mest doma ali v tujini. Začel je delati kot povezovalec lokalnega kulturnega dogajanja, nato pa si je v več desetletij dolgem delovanju z brezštevilnimi raznovrstnimi prireditvami prizadeval za občutje kraja ter razumevanja lokalnih značilnosti, posebnosti in duhovnih razsežnosti. Mihael Naglič je svoje Žiri vpel v svet slovenske narodne kulture. Na njegovo pobudo je pred več kakor 40 leti nastal zbornik Žirovski občasnik, ki je pred pozabo rešil veliko dragocenosti žirovske kulturne dediščine. Iskrive in domiselne, pa tudi poštene in na visoki strokovni ravni napisane prispevke je Mihael Naglič objavljal tudi v Gorenjskem glasu, Sobotni prilogi Dela in različnih publikacijah, kakor so Naši razgledi, Drevesa, Žirovske stopinje, Teorija in praksa. Nagličevo pisanje bralca navdušuje zaradi tople sočutne navezanosti na Žiri in žirovske ljudi sedanjosti in daljne preteklosti. Svojim delovanjem je svoj kraj pomagal duhovno oživiti in poglobiti pripadnost domačiji kot vrednoto tudi pri drugih prebivalcih, s poučnim in anekdotičnim pripovedovanjem zgodb ter s strpnostjo in odprtostjo do vseh človeških različnosti pa je osvojil slovenske bralce. V raziskovanju majhne skupnosti je Mihael Naglič našel celotni slovenski svet. V njegovi celoviti obdelavi Žirov, kraja, zaprtega v svojo majhnost, a hkrati središča svojega sveta, se zrcali slovenska zgodovina. Zanimala ga je ustvarjalnost lokalnih ljudi, nešolanih in visoko izobraženih, preučeval je razmerje med rovtarstvom in svetovljanstvom. Za njegovo delovanje se država Slovenija Mihaelu Nagliču zahvaljuje z državnim odlikovanjem. Gospod predsednik, še enkrat najlepša hvala za odlikovanje in ob tej priložnosti mi dovolite, da obudim par spominov in izrečem še kakšno zahvalo. Najprej bi se spomnil na mojega ata, on je bil partizan in po vojni funkcionar in je za svoje delo prejel kar nekaj medalj. Bile so v eni škatli v Kosmu, otroci pa smo jih našli in smo se z njimi igrali in jih skoraj vse uničili in potem, ko je umrl, sta bili samo še dve v takem stanju, da smo jih lahko dali zraven fotografije tam pri žari. To me zavezuje, da bom za to medaljo, ki je moja prva v življenju in verjetno tudi zadnja, bolj skrbno ravnal kot sem zato imi. Pa še en spomin je pa novejši, ko sem enemu od svojih prijateljev, tu ga vidim, povedal, da dobim to medaljo, je rekel, ja, a pa ti veš, kaj so rekli včasih, ja kaj, da imajo kugle in medalje to lastnost, da dostikrat zgrešijo tiste, ki bi si jih najbolj zaslužili. A ja, no,
No, je rekel, ampak naj ti bo, čestitam. To je bilo za šalo, zdaj pa še za res par besed. Tudi jaz to svojo medaljo jemljem kot simbolno priznanje še drugim posameznikom, ki se trudijo svojim delom na lokalni ravni. Vem, da je v manjših mestih slovenskih skoraj vsakem je oseba ali dve ali več, ki res zavzeto delajo na svojih področjih in bi si zaslužili tudi kakšno širše priznanje. Navadno dobijo le ta lokalna priznanja. Tudi sam sem bil ponosen, ko mi je pred 5 leti občina žiri podelila naziv častni občan. No, zato sem te medalje, ki je pa državna, s njo tem bolj vesel. Naj izrečem še par zahval. Ne bom imenoval oseb, ker jih je preveč. Tako se skupinsko zahvalim vsem, ki ste z menoj sodelovali pri Žirovskem občasniku, v muzejskem društvu Žiri oziroma pri novi postavitvi Žirovskega muzeja, vsem sodelavcem pri Gorenjskem glasu, v nekdanji redakciji sobotne priloge Dela in ne nazadnje obema drugima članoma moje družine, Olgi in Jakobu. Naj to zadostuje. Gospod predsednik, hvala. Hvala, gospod Naglič. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo na področju zgodovine slovenske medicine prejme doktorica Zvonka Zupanič Slavec, medaljo za zasluge. Doktorica Zvonka Zupanič Slavec se je rodila v Mariboru leta 1958. Diplomirala leta 1984 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi magistrirala in doktorirala. V magistrskem in doktorskem študiju se je ukvarjala z interdisciplinarnim proučevanjem socialne medicine in zgodovine medicine. Dodatno se je izpopolnjevala na Dunaju, v Londonu, Pragi, Padovi in Seattlu. Doktorica Zvonka Zupanič Slavec se je leta 1987 zaposlila na Inštitutu za zgodovino medicine pri Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1992 postala predstojnica inštituta. Od prvih dni je vztrajno zbirala najrazličnejša gradiva in predmete iz slovenske zdravstvene tradicije ter si prizadevala za institucionalizacijo vzpostavljene zbirke. Od leta 2013 je redna profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Poglobljeno in intenzivno se je posvečala pedagoškemu delu, kar so študenti cenili. Vzgajanje številnih generacij prihodnjih zdravnikov za humanizacijo medicine razume kot svoje poslanstvo. Doktorica Zvonka Zupanič Slavec je predana raziskovalka, ki v svoja dela vnaša visoko strokovnost in iskreno navdušenje. Njen obsežni znanstveni opus obsega znanstvene in strokovne monografije, znanstvene prevode, kataloge razstav, samostojne razstave in dokumentarne oddaje. Svojim raziskovalnim delom je močno utrdila ugled zgodovine slovenske medicine 19. in 20. stoletja v širši javnosti.
Njeno življenjsko delo je obsežna znanstvena knjižna zbirka v 4 delih z naslovom Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Izpostaviti pa gre tudi njeno vlogo pri identifikacijski raziskavi lobanj celjskih grofov. Od leta 1991 je podpredsednica Znanstvenega društva za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, sodeluje z Mednarodnim združenjem za zgodovino medicine s sedežem v Parizu, Wellcome Institute for the History of Medicine London in nekaterimi drugimi historično-medicinskimi ustanovami v Evropi. Aktivno je sodelovala pri UNESCO-vem projektu Umetnost v bolnišnici. Država Slovenija se profesorici doktorici Zvonki Zupanič Slavec z medaljo za zasluge zahvaljuje za njeno življenjsko delo na področju raziskovanja medicine in medicinske humanistike. Spoštovani gospod predsednik, cenjeni sodelavci, verjetno tudi oni so zelo zaslužni, jaz se iskreno zahvaljujem za to nepričakovano visoko državniško odličje, saj delam na področju, ki je pravzaprav manj znano, zelo akademsko, kjer maloštevilni ljudje udejanjajo svoja poslanstva. Tako sem pravzaprav 3. profesor na tem področju od leta 1934 naprej po profesorju Pintarju in profesorju Borisovu. In to smo pravzaprav ljudje, ki lahko rečemo, da smo imeli neko, recimo temu, življenjsko srečo. Da nam je bila dana priložnost, da pridemo do tega delovnega mesta in da smo v tem videli možnost tudi svojega udejanjanja. Tako da priznam, da sem od samega začetka, ko sem prišla v to stroko, si rekla, Zvonka, to je sedaj tvoje življenjsko poslanstvo. Kar znaš in zmoreš, lahko preneseš v to. In moram priznati, da res ni bilo težko. Z globokim prepričanjem v svoje zdravniško poslanstvo, s čutenjem, da lahko z delom 32 generacij študentov, pravzaprav sem že spremljala skozi ta študij, bodočih zdravnikov in zobozdravnikov, da jim lahko daješ visoke humanistične ideale njihovega poklica, da jih lahko seznaniš zelo bogato dediščino najbolj preizkušenih stvari skozi razvoj medicine, skozi čas, da jim izgradiš identiteto etično visokega, moralno dostojanstvenega in tudi predvsem bolniku predanega zdravnika. To so stvari, ki so me vedno srčno navduševale. In zato mi ni zmanjkovalo poguma kljub precejšnji osamelosti v tej stroki, kjer pač nimaš strokovnih sogovornikov v Sloveniji, ampak po svetu. Ampak našla sem kar nekaj velikih intelektualcev, ki so postali prijatelji, sopotniki, sodelavci na neformalni način in sem seveda jim globoko hvaležna, ker mojih približno 60 knjig, pa ta enciklopedija na koncu z 2500 stranmi in 6500 slikovnimi prilogami ne bi nikoli izšla, če ne bi imela tudi ljudi, ki zaupajo vame. Pri tem bi tudi povedala to, da sem znala poslušati tudi strokovne kritike, ker te res pomagajo človeku, da lahko se kristalizira in da lahko dela bolje. Torej, delo, pogum, upanje, zaupanje, to je vse tisto, kar nam omogoča, da lahko pridemo daleč, tudi če smo sami.
Tudi 25 let sem vodila kulturno-umetniško društvo v Kliničnem centru in na medicinski fakulteti in z okoli 400 prireditvami za bolnike in velikimi zdravniškimi koncerti pravzaprav kazala to, kar sem 10 let delala v UNESCO-vem projektu Arts in Hospital, kako se humanizira medicino in zdravstvo in medčloveške odnose. Tako da zelo sem hvaležna, da je bilo to prepoznano za nekaj, kar je vredno tudi javnega priznanja in nagrade. Samo eno stvar bi še rekla. Mislim, da je tista skrivnost, ki jo vse življenje nosim v sebi, pa jo lahko tudi tukaj javno povem, je brezmejno zaupanje v sebe in v svoje delo. In potem lahko kljub garaškemu delu skozi tolika leta se na koncu veselo smeješ in da se pri tem malo še pošalim, ko se že ravno pišem slavec, še vedno žvrgoliš veselo kot slavček. Hvala lepa. Hvala, doktorica Zupanič Slavec. Prisluhnili bomo skladbi v Mozirskem gaju, izvedbi glasbenikov policijskega orkestra. Čim više, čim više.
Prosim, izvolite.